Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru gostimo kolesarja Anžeta Skoka, ki je v letu 2021 dosegel kar nekaj odmevnih rezultatov. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav tudi vam. Kot rečeno v uvodu, ste v preteklem letu dosegli kar nekaj odmevnih dosežkov, med drugim ste osvojili naslov državnega prvaka med mlajšimi člani na kronometru, skupno dosegli 5. čas in to v močni konkurenci. Kako ste zadovoljni ne samo s tem nastopom na državnem prvenstvu, ampak nasplošno s celotno sezono? Ja, iz lansko sezono sem nasplošno zelo zadovoljen. Sploh ti vrhunci rezultat na državnem prvenstvu in sama forma tekom sezone, ker mislim, da sem bil zelo konstanten, sem zelo zadovoljen. Nastopili ste tudi na svetovnem prvenstvu, kjer pa se vam nastop ni šel povsem po željah. Ja, žal se mi na svetovnem in na evropskem prvenstvu nastop v kronometru ni posrečil. Imel sem malce težav in tudi sam nisem bil v najboljši pripravljenosti. Napram temu, ko na državnem prvenstvu sem pa bil res dobra forma in tudi sam zaostanek za temi najboljšimi ni bil zelo velik. Je drugače nastopati, ko veste, da so poleg vas na progi tudi te, največji zvezdniki svetovnega kolesarstva, kamor lahko uvrščamo slovenske kolesarje? To je zelo velika motivacija in odlično je, da si z najboljšimi na svetu, kot so Tadej Pogačar, Jan Tratnik, Jan Polanc in tudi na koncu na ostalih dirkah Luka Mezgec, Primož Roglič, to je odlično. Kako se je sicer začela vaša kolesarska športna pot? Ja, v bistvu moja športna pot v kolesarstvu se je začela čisto po naključju. Srečal sem fante, ki so že trenirali, pa je tudi mene tu malo zamikalo, pa v Idriji je takrat potekal OKI, otroški kolesarski izziv, preko katerega pa sem skozi bil bližje tekmovalnemu kolesarstvu in kasneje tudi sem začel trenirati redno na tekme in zdaj sem tukaj. OKI sicer namenjen bolj gorskim kolesarjenju. Ste tudi sami se kaj udejstvovali v gorskem kolesarstvu ali ste že v začetku takoj začutili, da je cesta tista, ki vas bolj privlači? Ne, začel sem na gorskem kolesu, potem v kategorijah dečkov in mladencev sem kombiniral oboje, cestno in gorsko kolesarstvo. Potem pa sem se odločil pri starejših mladencih za cestno kolesarstvo in od takrat le še poredkoma se vključujem na dirke gorskega kolesarstva. Kaj je bila tista zadeva, ki vas je bolj pritegnila na cestno kolesarjenje? Na cestnih dirkah nas je bilo več, s fanti smo se dobro razumeli. Tudi pol kasneje sem šel v kolesarski klub Rog med starejše mladence in tam je bila v bistvu večinoma dirk, se je dirkalo samo cestne dirke, tako da tudi program je bil poln dirke v tujini in sem se odločil enostavno za cestno kolesarstvo. Kolesarji so različnih tipov, nekaterim bolj ustreza kronometer, nekateri so šprinterji, nekateri bolj za hribolazenje. Kam sami spadate? Ja, meni ustrezajo bolj take razgibane trase. Sem pa tudi dokaj hitro kolesar, zato se dobro znajdem v zaključkih. Sem pa tudi zadnje leto veliko posvetil kronometru, ki mi tudi kar leži. Odmevne rezultate ste dosegli tudi na državnem prvenstvu na velodromu. To je panoga, ki mogoče med ljubitelji kolesarjenja ni najbolj poznana. Lahko kaj več o tem nastopih na velodromu poveste? Ja, panoga, disciplina velodrom je v bistvu v Sloveniji v zadnjem času se je šele začela zelo razvijati. Tako da tudi v zadnjih letih potekajo prav državno prvenstvo v Novem mestu, kjer so prenovili velodrom. In ja, zelo dobre rezultate sem dosegel tudi tam dober mesec nazaj. In zadovoljen, da se tu razvijava, da imamo veliko treninga, ker mislim, da nam tudi to veliko prinese te izkušnje iz piste na dirkah na cesti. Kakšna je sicer bistvena razlika tekmovanja na velodromu ali pa na samem cestnem kolesarjenju? Tudi kolesa so na tem najvišjem
nivoju različna. Ja, kolesa na pisti so drugačna, nimaš zavor, menjalnika, pogon je fiksen. Na cesti pa pač je obično kolo, tako da že v samem tem je razlika, v samem kolesu. Razlika pa je tudi v pač trasi. Velodrom je zaprt, krog 250 metrov in dirka poteka tam notri. Kar nekaj medalj ste osvojili na državnem prvenstvu. Ja. Eno tudi v sodelovanju s še enim idrijskim kolesarjem, Matevžem Govekarjem. Ja, res je, v disciplini Madison, ki je potekala prvič pri nas, so na državnem prvenstvu zmagala. So pa zdaj je tudi potekal božično-novoletni kriterij, ampak tam so dosegla drugo mesto. Revanš za državno, žal se nam ni šlo. Govorili so že o razliki med gorskim in cestnim kolesarjenjem, ampak eno tekmovanje pa ima tudi nekaj skupnega, to je ciklokros. Nastopili ste tudi na ciklokros tekmovanju. Res je, včasih sem, nekaj let nazaj, sem veliko dirkal v disciplini ciklokros. Žal zadnje leto ne, tudi dirke je bilo manj. Sem se pa pred novim letom udeležil dirke ciklokros. Nažalost s tehničnimi težavami, ampak zelo zanimiva disciplina. Tako malce za dušo. Ja, za malce spremembe in druženja. Kateri nastop v preteklem letu bi najbolj izpostavili? Mogoče kateri se vam najbolj vtisnil v spomin in pa na katerem ste najbolj zadovoljni? Ja, najbolj sem zadovoljen z v bistvu državnim prvenstvom. Državno prvenstvo v kronometru in cestna dirka. Na obeh sem se uvrstil na stopničke. Potem pa dirke iz reprezentanco, Tour de l'Avenir, odlična izkušnja, prvič na tako močni dirki za mlajše člane. Tudi tam sem s končnim rezultatom zelo zadovoljen, dirka je bila zelo težka. Pa tudi ostale dirke tekom sezone, dirka po Sloveniji, prvič sem na njej nastopil. Sploh sama izkušnja odlična. Omenili ste dirko po Sloveniji, kolesarjenje pridobiva na veljavo tudi v Sloveniji in število gledalcev, ki spremlja dirko po Sloveniji, je verjetno. Kako sami to vidite? Opazite to množico gledalcev? Ja, vzdušje je bilo fenomenalno. Sploh žal, ker ni trasa potekala skozi Idrijo, tako kot prejšnje leto. Ampak je bila vseeno dosti blizu z Vajdovščini in na zaključek na Sveto Goro. Vseeno je bilo veliko idrijskih domačih navijačev. Je pa zagotovo na takšni dirki čas nastopati med samo elito, veliko pro-tour kolesarjev. Sami sicer nastopate za ekipo Ljubljana Giusto Santig. Že veste, boste tudi letos imeli možnost nastopiti na dirki po Sloveniji za svoj klub? Ja, tudi letos imamo v programu dirko po Sloveniji in bomo nastopili. Kakšne sicer imate načrte za letošnje leto? Priprave že potekajo, verjamem. Ja, priprave so se že začele v polnem teku. Imamo v načrtu nekaj priprav v januarju. In pa potem se bo že kmalu začele dirke, konec februarja, marc, potem pa sezona na polno. Glavni cilj sezone pa? Glavni cilj sezone so te prve dirke, v bistvu dirke v hrvaški Istri in slovenska Istra, potem pa klasike v Belgiji, naprej pa bomo videli. Koliko časa preživite na kolesu? Ja, kolo je pač vsak dan. Na kolesu sem praktično vsak dan, razen prostih dnevov. Tako da letos sem naredil, prejšnje leto sem naredil 30 000 kilometrov. Ja. Anže Skok, najlepša hvala za obisk v našem studiu in pa upam, da boste nadaljevali z dobrimi rezultati, z dobrimi nastopi tudi v prihodnje. Hvala za želje in za povabilo. Lep pozdrav.
Vam, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za ogled tega pogovora in povabljeni k spremljanju tudi ostalih prispevkov Studia Idrijskih novic.